Prva zadeva je, da kupci mislijo, da ne poslujejo mednarodno, če sta dva slovenska zavezanca v transakciji pri dobavah blaga, kar ne drži, zato ker je treba spremljati pot blaga, ne pa samo to, kdo je vključen v transakcijo, kar pomeni, da je potrebno vedeti prvo, ali se blago prevaža ali se ne prevaža. Druga stvar, ki je pomembna, da se jo ve, je pa to, če se že blago prevaža, v bistvu kje se pot začne in kje se pot konča. Ker to ima lahko posledice z vidika slovenske zakonodaje, če je morda neupravičeno zaračunan in potem odbijan slovenski DDV zaradi napačne transakcije, ali pa tudi v tujini, ker se določeni zavezanec ne registrira za DDV, kar predstavlja dodatne stroške, potencialne kazni, prekrške in podobne zadeve. Drug problem, ki se v bistvu pojavlja z vidika nastanka same obveznosti za obračun DDV-ja, pa ni tako zelo problematično, kdaj sama obveznost za obračun DDV-ja nastane, kot potem tudi na to vezana pravica do odbitka DDV, ker če prehitro DDV plačamo državi, zato ne bomo kaznovani, če pa v bistvu potem ta DDV prehitro odbijamo, je pa to prekršek, obresti in vse ostale posledice.